Trenutno v Sloveniji kriza se upada z obdobjem menedžerskih prevzemov podjetij. Menedžerski prevzemi so bili celo predtem, a mislim, kriza pa vseeno traja. Kriza je razgalila nekatere slabosti strukture slovenskega gospodarstva samega. In zaradi svoje nekonkurenčnosti dosega prenizko dodano vrednost. Katere so tiste specifike izrazito lokalne narave, ki moč krize v Sloveniji še povečujejo? In kaj bi kazalo storiti, da te negativne dejavnike odstranimo oziroma presežemo? Poglejte, jaz bi se večkrat iz znanstvenega nivoja spustil na vsakdanjo problematiko slovenskega podjetja, povprečnega ali pa, če hočete, celotnega slovenskega gospodarstva. Ta kriza, za katero moramo najbrž pošteno reči, da jo Slovenci nismo zakuhali, ali pa saj ne bili izrazito vplivni na to, da je nastala. In tudi druga resnica je, da najbrž Slovenci z vsem svojim znanjem, kakor ga imamo, ne bomo tisti, ki jo bomo premaknili v obratno smer, torej rešili. Finančna kriza je pustila na slovenskem gospodarstvu izjemno hude posledice, to je prvo ugotovitev. Drugič, te posledice niso od danes, ampak finančna kriza je samo odkrila. Torej, z usahnitvijo pritoka, neskončnega pritoka razpoložljivega poceni denarja iz svetovnega trga, ki je bilo pač v obdobju 4, 5, 6 let nazaj na razpolago, so se zdaj te pipce naenkrat zaprle in seveda posledica tega v svetovnem gospodarstvu je ta, da so se nekatera povpraševanja nekaterih dobrin izrazito zmanjšala. Seveda, posledica v Sloveniji je ta, da je zaradi svoje strukture, ki jo ima slovensko gospodarstvo, pretežno je ne finalist, pač pa je komponentaš, dobavitelj nekaterih polizdelkov, uspešnih industrij, recimo v prejšnjih obdobjih, tako avtomobilske, če hočete, in vseh ostalih. Nenazadnje nekaj pa tudi je primerov dobrih praks tudi pri nas, da so nekatere industrije vendar s svojim lastnim razvojem tudi kreirale trge, tudi vplivale na svetovne trge, rečemo na področju farmacije, pa še morda kje drugje. Torej, ta situacija, v kateri se je danes slovensko gospodarstvo znašlo, je seveda streznilo marsikoga, ne pa še vse v tej naši slovenski družbi. In jaz mislim, da to, kar se dogaja v zadnjih obdobjih, zdaj recimo 2 let, ne vodi v hitro okrevanje slovenskega gospodarstva. Zaradi tega, ker se moramo zavedati, da je ta kriza odkrila eno izrazito šibko produktivnost slovenskega gospodarstva, ki se odraža za moje pojme in za moje razumevanje industrije ključnega pokazatelja, to je ustvarjanje nove vrednosti. Jaz moram reči, da nenazadnje zamerim tudi akademskim sferam, če hočete, pa tudi gospodarstvu in zbornici in vsem in sindikatom nenazadnje, da premalo seznanjajo ljudi, v čem je bistvo slovenske gospodarske krize. Torej, vsi smo zelo pametni o teh vesoljnih potopih, tak velikih bank in teh sistemov v Ameriki in vse povsod, ampak soočiti se z realnostjo slovenskega gospodarstva pa nekako vsi bežijo stran. Torej, pogledajte te nemire nedolgo nazaj okrog minimalne plače, pa sedanje današnje, če hočete. Vse to ima rezultanto v eni sami ugotovitvi, da je ustvarjena nova vrednost v slovenskem gospodarstvu. Govorim o gospodarstvu, torej ne v negospodarstvu in upravi in vsem ostalim zadevam, ampak o gospodarstvu. Da je ta dodana vrednost, nova ustvarjena vrednost tako izrazito skromna in majhna, da iz nje po kakršnih kolih načelih delitve med te ustvarjalce ne more biti ne dobrih plač, ne dovolj visoke amortizacije, ne dovolj dobičkov, ne nič, ne more biti enostavno. Poglejte, jaz sem se s tem dosti pozabaval tudi z podatki po posameznih branžah, posameznih podjetjih, jaz vam ne bi danes težil s temi številkami. Ampak razkorak med izjemno dobrim podjetjem slovenskim pa med slabim podjetjem je 10-kraten, to je prva ugotovitev. Druga ugotovitev, da je pa povprečje tega slovenskega gospodarstva 5-krat slabše od recimo nekega avstrijskega, nemškega in tako dalje. Kaj je dodana vrednost? No, tu je toliko izrazov, toliko zlorabe tega termina je v teh naših diskusijah in po medijih in vse posod. Dodana vrednost, nova ustvarjena vrednost. Če se zamislite črno škatlo podjetje
vanjo vstopajo nekatere sestavine, ko jih je treba kupiti, od polizdelkov, energije, materijala in ne vem kaj vse skupaj, ven izhajajo neki izdelki, ki jih prodajamo na trgu. To je materialni tok. Obratno gre pa seveda finančni tok. Kupci nam dajo denar, s tem denarjem mi plačamo tisto, kar smo kupili, kar je pa razlika med prenešeno vrednostjo in prodano vrednostjo, je pa tisto, kar ostane v podjetju kot novo ustvarjena dodana vrednost. In samo ta, pa nič drugega, ni na razpolago za delitev. Ni drugega. Lahko je kratkoročno se zadolžiš likvidnostjo, če ti za en teden, 14 dni, mesec zmanjka denarnega toka, ampak realno za delitev je samo tista ustvarjena nova vrednost v podjetju. Kdo so pa ti akterji, od katerih nobenega ne moramo in ne smemo pozabiti ali pa ga škartirati ali pa ga recimo izločiti. Najprej vzemo, so to sigurno delavci, to je živo delo, to so zaposleni ljudje. Ti ljudje delajo na nekih strojih, v nekih prostorih, v nekih zgradbah, v nekih industrijskih halah, torej stroji, ko jih je treba amortizirati. Ljudem je treba dati pošteno plačo, stroje je treba amortizirati, če hočemo, da se obnavljajo in da imajo trajno sposobnost delovanja. Tretji akter noter. Banke dajo nek kredit za neka obratna sredstva, za karkoli, torej banka. Četrti akter. Država, tudi ne nazadnje država, je soustvarjalec te nove vrednosti, skozi to, da imamo ceste, da imamo železnice, da imamo zdravstvo, šolstvo in tako dalje. Država, naslednji, in ta zadnji, pa ne nazadnji, pa ne najpomembni, lastniki, ki že posežijo, pa dajo denar za kapital tega podjetja. Torej, teh 5 akterjev, kakorkoli bi radi, da bi en več dobil, drugi manj, med njimi se je treba pošteno zmeniti, kakšna so načela delitve. In tu obstajajo, če pogledate empirične raziskave v evropski in svetovni industriji, določene zakonitosti. Med branžami je majčkene razlike, lahko je ena branža ima malo drugačno strukturo, druga malo drugačno, ampak ni tako velikega odstopanja, zanimivo, ko to podatke pogledate. In moje gotovitve so, da je za zaposlene, za živo delo, od novo ustvarjene vrednosti 100%, recimo 100 enot. Za delo tam nekje med 50 pa 60% je zelo normalno, če se da za živo delo manj kot 50% je možno dvoje, ali je to res tako dobičkonosna industrija, ali pa je tisti kapitalist majčken zoprn, pa malo plače stiska, pa jih spušča na nižji nivo. Ampak tu nekje med 50 in 60. Kar je pa nad 60%, je pa zopet vprašanje, da je tu nekaj narobe noter. Kajti preostalih 40 je komaj da dovolj za preostalih 4 akterje. Poglejte, od preostalih 40%, če vzamemo, da je 60 nekje normalno, 60-40 delitev, pa lahko rečemo, tudi uporabimo večkrat približen izraz delitev med delom in kapitalom. Če vse ostalo združimo v kapital, torej obresti, amortizacija, dobiček, lastnikov in tako dalje, kot kapital, delo pa na tej strani. 60-40. Od 40 tam nekje amortizacija, če je normalno podjetje in se hitro obnavlja, recimo, pa da ni preveč high-tech industrija, tista amortizacijske stopnje mogoče malo bolj napete, ampak drugače tam amortizacija 15-20% za amortizacijo, potem pa ostane še za obresti pa dobiček. Tu noter je pa spet razlika, kakšno ima strukturo podjetje, finančno. Ali ima veliko lastnega kapitala pa malo dolgov, ali pa obratno, veliko dolgov pa čisto malo kapitala. Ampak znesek skupni je približno irrelevanten. Če ima podjetje veliko lastnih virov, pač bo delalo donos na kapital, dober pa bo dividende delila, če pa ima malo, pa več obresti, več kreditov, bo pa morali pač za obresti več dati. Ampak ugotovitev sledeča, pri nas bi človek, ko to pogledaš, se zgrozil, da je v slovenski industriji dodana vrednost okrog 27-28 tisoč evrov na leto po zaposlenem.